S podelitvijo nagrad strokovne žirije se je v nedeljo 6. oktobra zaključil že 9. mednarodni slikarski extempore Bled v organizaciji slikarskega društva Atelier Bled. Ja, letos moram reči, da je bilo še nekaj posebenega, ker smo se odločili za eno posebnost, ki jo nima nobeden tak dogodek. To je, da prinesejo slikarji svoja dela brez podpisov, ampak samo s številkami, tako da smo na en način omogočili žiriji lažje delo, po drugi strani pa tudi občutek, da v bistvu imena niso tista, ki odločajo o nagradah. Letošnji extempore izstopa po številu udeležencev. Že kar nekaj časa lahko sledimo tudi rasti v kvaliteti in ta ena interpretativna širina se odpira tudi na letošnjem 9. extemporu. Tako lahko sledimo različnim načinom, pristopom, likovnim tehnikam, hkrati pa še vedno vsa dela nekako spadajo v okvir tako imenovanega klasičnega štafelajnega slikarstva in dokazujejo, kaj je mogoče ustvariti, na kakšen način se je mogoče izraziti tudi znotraj tega konvencionalnega. Vsekakor so izstopili avtorji, ki so kvalitetni v svojem metjeju, ki ga odlično obvladajo in prav zaradi teh znanj, veščin in spretnosti, ki jih posedujejo, so lahko izrazili tudi ta izviren avtorski pristop in sporočilo. In to so vsi ti trije segmenti, ki so se povezali v tisto, kar je izstopilo oziroma kar sem nekako s primerjavo s tem okoljem nekako povezala in izpostavila kot otok, ki stopi iz gladine jezera kot babji zob ali pa vršaci tukaj okrog nas. Tako da se je razmeroma hitro izluščil ta pogled na tisto, kar je dobro, kar je presežno in kar je tudi drugačno, izvirno, avtorsko močno. Na blejski slikarski extempore se je tokrat prijavilo 87 umetnic in umetnikov, ki so prispevali več kot 120 del. Poleg nagrad v 6 kategorijah je komisija letos dodatno podelila tudi 7 pohval za predstavljena dela. Veliko nagrado Grand Prix Bleda 2024 pa je za sliko In tako je nastal babji zob prejela akademska slikarka Anja Tolar-Tomšič. Jaz sem drugače čisto presenečena, sploh nisem pričakovala, ampak to je pa zame taka spodbuda za naprej, da verjamem vase, pa da v bistvu, da je mogoče pa že čas, da pa kaj drugega še delam, ker sam tisto, kar trenutno počnem, da je mogoče lahko še drugim dam kaj s tem delčkom sebe in da to razvijam naprej. Moram pa še to povedati, da je v bistvu gre velika zasluga tudi ljudem, ki me obdajajo, ki me spodbujajo, tako da se družini pa Zori Završnik, Črnologar se iskreno zahvaljujem, pa vsem mojim tem tečajnikom oziroma tem, ki so okoli društva Bled, Atelier društva Bled zbrani in v bistvu brez njihove spodbude po mojem se sploh ne bi prijavila. O izbranem motivu za nagrajeno ilustracijo pa pravi: Mene je zelo blizu ilustracija. Jaz sem v teh letih po študiju sem večkrat delala ilustracije kot slikarska dela in sem drugače prvič sploh kaj naslikala, zdaj po dolgem času tako. Tudi sem tam 2 pokrajini. Drugače sem pa tudi tukaj izprobavala te tehnike in v bistvu gre za eno tako posebno tehniko, tako da sem prvič dejansko to sploh poskusila in je bilo zelo strah, da sploh ne ratala. Je pa večkrat sem jo prej izrisala s svinčnikom, pa da sem vse pravilno uskladila, pa jaz v bistvu po mojem se tudi poznam, da sem animator, da se ta zgodba noter vidi, ta pripovedništvo, storytelling rečemo. Tako kot animiran film sem si malo predstavljala.
Likovnice in likovniki so na letošnjem blejskem ekstemporu ustvarjali na teme Bled, senca in odsev in prosta tema, podeljena pa je bila tudi nagrada Melite Vovk za ilustracijo. Prejela jo je Judita Rajnar Vesel za ilustracijo z naslovom Zmajev zob. Tanja Eržen Rotar je dobila nagrado za delo z naslovom Svarog v kategoriji prosta tema, Roman Mlakar za slovenski diamant na temo Bled, Miroslav Pengal za sliko z naslovom Odsev beline, tema sence in odsev, Mija Rozman nagrado mlademu avtorju do 35 let za sliko Laboda. Strokovna žirija, ki so jo sestavljali umetnostna zgodovinarka, kustosinja in likovna kritičarka Ana Marija Stibil Šajn, akademski kipar in slikar Nikolaj Mašukov in akademski slikar Matjaž Arnol, je podelila tudi 7 posebnih pohval. Prejeli so jih Tanja Dotec, Boštjan Močnik, Petja Cvetko, Vesna Štolfa, Štefan Brezovnik in Bojan Puklavec. Mija Rozman je strokovno žirijo navdušila sliko Laboda. Ja, to je pa zdaj prišlo kar malo tako nepričakovano, v resnici. Ja, pač pomeni mi, da očitno delam nekaj prav, tako da, ja, sam spodbuda za naprej. O sodelovanju na blejskem ekstemporu, ki ni prvo, pa... Tle na Bledu mi je že tako fajn sodelovati, ker, ne vem, veliko je tudi ostalih ustvarjalcev, veliko različnih slik lahko si ogledamo. Drugače mi je bila pa tudi tema zelo všeč, se mi je zdelo, da lahko marsikaj zanimivega naredim na to temo. Pa, ja, ne vem, fajn mi je tukaj. Blejski slikarski ekstempore vsako leto pritegne več udeležencev, pa tudi obiskovalcev, za slikarskim društvom Atelje Bled pa je že prvo desetletje. Predsednica društva Zora Završnik Črnologar o tem, kakšne so bila njihova pričakovanja pred 9 leti. Ja, pred 9 leti je bila to velika želja. Kot vedno poudarjam, se malo zgledujemo pri piranskem ekstemporu, ki ima že 50 let več obstoja. In moram reči, da smo tudi z razvojem tukaj zadovoljni, posebej zato, ker tukaj naletimo na odprta vrata pri Zavodu za kulturo in upam, da bo tudi naprej tako.